Lepo pozdravljeni na konferenci za medije v, upam, primerno ohlajenih prostorih varuha, tako da se bo dano tudi zdržati. Pozdravljam vas tako v imenu institucije, kot tudi sodelujočih nevladnih organizacij, tokrat 4, kajti gre za poročilo Državnega preventivnega mehanizma za preteklo leto. Kot veste, pa smo v teh prostorih letos podpisali sodelovanje s kar 8 nevladnimi organizacijami. Poročilo je torej posebno in tudi v angleškem jeziku že prevedeno. Državni preventivni mehanizem, več o njem bo spregovoril namestnik Ivan Šelih, ki ga tudi vodi. Ob meni je tudi magister Jure Markič in predstavnice in predstavniki nevladnih organizacij. Nekako smo si tudi razdelili svoje naloge, tako da bom jaz povedala nekaj uvodnih besed, pozneje pa bo namestnik bolj podrobno predstavil zgodovino Državnega preventivnega mehanizma, bi sama dodala medtem kot vse ostalo, kako potekajo obiski, kje smo bili, kaj se dogaja, tako na domačem, kot tudi mednarodnem področju, je kot rečeno danes v pristojnosti namestnika, ki tudi sicer vodi poleg policijskih postopkov, pravosodja, odvzema prostosti, tudi državni preventivni mehanizem. Torej, zakaj je pomembno, da imamo državni preventivni mehanizem? Poseči je potrebno v zgodovino in sicer v 70. leta prejšnjega stoletja, ko je Organizacija združenih narodov ugotavljala, da je nujno vzpostaviti redne obiske zaprtih ustanov, da bi se na ta način tam preprečilo morebitno mučenje in druge oblike ponižujočega ravnanja. Leta 1984 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela konvencijo proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem. OPCAT oziroma opcijski protokol k tej konvenciji, ki je tudi dejansko vzpostavil redne obiske zaprtih ustanov s pomočjo pododbora za preprečevanje mučenja in državnih preventivnih mehanizmov, torej DPM, pa je bil sprejet leta 2002 in je začel veljati leta 2006. Slovenija je ratificirala zakon, o njegovi ratifikaciji je začel veljati 1.1.2007, medtem ko je bil ratificiran že leta 2001. Poudarja preprečevanje namesto reakcije in tudi sodelovanje, torej bolj preventivo, ne išče krivcev in obsoja, ampak se trudi, da bi bilo stanje v ustanovah, kjer so osebe zaprte, kjer jim je odvzeta prostost, drugačno, torej brez kakršnegakoli mučenja in brez drugih kršitev. Trenutno je na svetovni ravni kar 61 državnih preventivnih mehanizmov, da smo bili lani predsedujoči za jugovzhodno Evropo in kako je potekalo, koliko je bilo srečan, bo predstavil namestnik. Varuh se je torej temu pridružil v letu 2006 z zakonom o ratifikaciji opcijskega protokola konvencij proti mučenju ali drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanjem. Postal je sestavni del splošno veljavnega sistema pod okriljem Organizacije združenih narodov, ki na mednarodni in državni ravni uveljavlja dodaten mehanizem za preprečevanje mučenja in drugih oblik grdega ravnanja z ljudmi, ki jim je bila odvzeta prostost. Gre torej za preventivne oblike, samim delovanjem se veča transparentnost delovanja, pregovorno, torej zaprtih institucij, kjer je ljudem omejena možnost gibanja in ki so lahko v svoji zaprtosti hitro leglo nepravilnega ravnanja z ljudmi. Seveda, pogosto mislimo, da gre predvsem za zapore, policijske prostore za pridržanje, vendar gre tudi za prostore v psihiatričnih klinikah, kjer imajo ljudje omejeno svobodo gibanja ali so zaprti, pa tudi gre za osebe, ki se nahajajo v domovih starejših občanov, predvsem z demenco in drugimi oblikami, ki terjajo omejeno svobodo njihovega gibanja, pa tudi za različne zavode in prevzgojni dom Radeče, ki je take vrste pri nas.
Sedaj pa bi predala kar besedo svojemu namestniku Ivanu Šeliku, kot rečeno vodji državnega preventivnega mehanizma, da predstavi delo kot tudi publikacijo, ki jo imate danes pred seboj. Hvala za besedo. Zakon o ratifikaciji Opsijskega protokola določa, da varuh naloge in pooblastila državnega preventivnega mehanizma izvršuje varuh. Pri tem hkrati tudi določa, da lahko z varuhom pri upravljanju nadzora na krajih odvzema prostosti sodeluje tudi izbrane nevladne organizacije. Te se izberejo vsakokrat na podlagi javnega razpisa. Z vključitvijo nevladnih in pa humanitarnih organizacij v izvajanje nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma se je nedvomno povečala tudi transparentnost našega delovanja na tem področju, kar zagotavlja še kakovostnejše izvajanje prevzetih nalog po ratifikaciji Opsijskega protokola. Lahko rečem, da nevladne in pa humanitarne organizacije zagotavljajo različen spekter strokovnjakov, ki jih varuh na tem področju nima. Hkrati pa je varuh na podlagi javnega razpisa za sodelovanje povabil tudi zdravnike izvedence, ki na terenu ob naših obiskih vsakokrat ugotavljajo, ali bi lahko šlo v določenih primerih za sumničenje ali katerokoli drugo obliko ponižujočega ravnanja. Pri obiskih v lanskem letu je tako varuh sodeloval z predstavniki 4 izbranih nevladnih organizacij, ki so danes tudi tukaj z nami. In sicer iz Novega Paradoksa, PIC-a, Inštituta Primus, sedaj Skupa in pa Zveze društev upokojencev Slovenije, ki so se upravičili. Za izvajanje nalog in pa pooblastil državnega preventivnega mehanizma sicer v naših obiskih ugotavljamo, ali je država oziroma institucije spoštujejo pravila in standarde, s katerimi se je zavezala naša država tako z ustavo, kot tudi z mednarodnimi konvencijami, da bo namreč ob odvzemu prostosti spoštovala človekove pravice, zlasti pa človekovo osebnost in njegovo dostojanstvo. Pri tem se zavedamo, da zaprte osebe predstavljajo posebej ranljivo skupino prebivalstva. Varuh zato tej skupini tudi sicer namenja posebno pozornost, njihove pobude pa obravnava z poudarjeno skrbnostjo. Gre namreč za osebe, ki so običajno porinjene na rob družbenega dogajanja, ter še posebej zato ranljive in nemočne. Njihovo življenje se praviloma odvija za zaprtimi vrati stran od oči javnosti, ki na mnoge izmed njih pogosto celo gleda z nezaupanjem ali premajhnim razumevanjem. Varuh je v vlogi državnega preventivnega mehanizma sicer prvi obisk opravil že v marcu v letu 2008. Skupno je bilo v prvem letu, se pravi letu 2008, opravljeno 35 obiskov različnih krajev odvzema prostosti, v naslednjem letu, v letu 2009, 41, v letu 2010, 44, v letu 2011 in pa 2012 vsakokrat po 46 obiskov in v letu 2013 48 obiskov. Večina teh obiskov je bila nenapovedana. V letu 2014, se pravi v lanskem letu, pa smo opravili 39 obiskov različnih ustanov. Od tega 16 policijskih postaj, 7 zavodov za prestajanje kazni zapora, 5 socialno-varstvenih zavodov, 2 posebna socialno-varstvena zavoda, 4 psihiatrične bolnišnice, 4 vzgojne zavode in pa center za tujce. Vsi obiski v lanskem letu, razen 3, so bili prav tako opravljeni brez predhodnega obvestila o samem obisku. Sicer uresničevanje priporočil iz posameznih obiskov varuh redno preverja ob ponovnih obiskih ustanov. Pri načrtovanju števila obiskov moramo seveda upoštevati naše kadrovske zmožnosti, zlasti pa finančna sredstva, ki se nam razpolagajo za izvajanje teh dejavnosti. Pred vami je posebna publikacija, drugi del sicer
poročila varuha, ki je nekako prikaz oziroma sinteza naših ugotovitev iz teh obiskov v lanskem letu po posameznih ustanovah. Veseli nas zlasti, da sta pri pisanju tega poročila sodelovala tudi predstavnika izbrane nevladne organizacije, predstavnika Skupa, ki nam bosta potem kasneje tudi predstavila te glavne ugotovitve iz obiskov policijskih postaj in pa zaporov. Sicer pa bi sedaj predal besedo sodelavcu Juretu Markiču, da predstavi ugotovitve iz obiskov socialno-varstvenih zavodov, gre za obiske domov za starejše in pa psihiatrične bolnišnice. Ja, hvala. Državni preventivni mehanizem upravlja obiske tudi ustanov oziroma institucij, kjer so zadržane osebe s težavami v duševnem zdravju. To so, tako kot je bilo že omenjeno, psihiatrične bolnišnice, pa tudi socialno-varstveni zavodi, tako domovi starejših, kot tudi posebni socialno-varstveni zavodi, kjer so tudi mlajše osebe s težavami v duševnem zdravju in duševnem razvoju. Vsako leto obiščemo vrsto teh institucij, nekatere pač prvič, druge, v primeru drugih institucij pa pravimo obiske ponovno, preverimo ugotovitve od prejšnjega obiska oziroma kakšni so napredki, kakšno je spoštovanje naših priporočil. V primeru socialno-varstvenih zavodov, predvsem domov starejših, smo v zadnjem času pozorni na organizacijo oziroma način dela na teh oddelkih. Namreč Zakon o duševnem zdravju posebej ureja varovane oddelke. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve oziroma enake možnosti pa je z tako imenovanimi usmeritvami za delo z osebami z demenco pred časom, bom rekel, pod posebno organizacijo tovrstnih oddelkov določilo tudi oddelke s povečano pozornostjo. Varuh je tukaj imel oziroma DPM precej pripomb, kajti v primeru teh oddelkov ne bi bilo potrebno obveščati pri zadržanju, ko ni soglasja posameznika za namestitev sodišča, to se pravi izpeljati sodnega postopka, kot je zahteva Zakon o duševnem zdravju. Na podlagi naših pripomb je ministrstvo kasneje te usmeritve spremenilo in oddelke enostavno črtalo. To se pravi, ni se odločilo samo, da bi spremenilo način zadržanja teh oseb, ampak enostavno pač te oddelke oziroma možnost tovrstne organizacije dela črtalo iz usmeritev. Tako smo v zadnjem času poseben poudarek dali vprašanju, kako sedaj teče delo v tistih domovih starejših, kjer so prej imeli organizacijo izpeljano na ta način oziroma so imeli te oddelke s povečano pozornostjo. Temu je bil v letošnjem letu namenjen tudi tematski obisk vrste domov starejših, kjer smo se osredotočili prav na to vprašanje. Kot je bilo omenjeno, upravljamo tudi obiske psihiatričnih bolnišnic. Tukaj ugotavljamo vedno znova določene kadrovske težave, predvsem z vidika pomanjkanja tudi zdravstvenega kadra, psihiatrov in vsekakor tudi precejšno prostorsko stisko, kar se še posebej odraža v primeru, ko je potrebno pri posamezniku, ki je močno nemiren in zaradi tega lahko predstavlja nevarnost zase ali za nekoga drugega, izvesti tako imenovan poseben varovalni ukrep, praviloma gre za telesno oviranje. Zahteva je, da naj bi se ta ukrep izvajal ločeno od drugih, to se pravi, da tak posameznik, pri katerem se ukrep izvaja, ni na očeh drugih pacientov ali celo obiskovalcev, vendar ravno zaradi te prostorske stiske to velikokrat ni možno, ukrep pa se izvaja
v prostoru, kjer so nameščeni tudi drugi pacienti. To so pač te bistvene ugotovitve. Zdaj bi še pa prosil gospod Katjo Piršič in pa gospoda Primoža Križnerja, predstavnika skupa, da nakratko predstavita naše ugotovitve iz obiskov, kot rečeno, policijskih postaj in pa Zavoda za prestajanje kazni zapora. Kot rečeno, sta tudi poglavji, ki sta v tej publikaciji njuno delo oziroma njun prispevek k temu poročilu. Izvolite. Ja, en lep pozdrav tudi z nevladne strani. Jaz vam bom predstavila naše ugotovitve ob obiskih zavodov za prestajanje kazni zapora. In sicer v letu 2014 smo obiskali 7 zavodov za prestajanje kazni zapora. Zdaj, če previdimo na ugotovitve o bivalnih pogojih, zdaj splošni vtis državnega preventivnega mehanizma o urejenosti prostorov je, da so zadovoljivo urejeni, da so primerno čisti, vendar pa, da se vzdržujejo z nekimi omejenimi sredstvi, kar zavodi tudi sami potožijo, da njihova sredstva so omejena, da pri zaprošanju sredstev dejansko so le redko kdaj uspešni. Zdaj, DPM je ob svojih obiskih opozarjal in priporočal na zamenjavo iztrošenega starega pohištva, še posebej kovinskih postelj in pa omaric, ki pač v tovrstnih zavodih niso še bolj primerne so lesene. Zdaj, večni problem v zavodih za prestajanje kazni zapora vemo, da so tudi, da je zagotavljanje primernih žilnic, vsaj takih, ki bi bile nekako minimalno anatomsko oblikovane, kar navadne pene pač dejansko niso, tudi niso najbolj varne, tudi gorljivost je veliko večja kot pri normalnih primernih žilnicah. Zdaj, ta problematika je še bolj pomembna pri tistih obsojencih, ki je njihova kazen prestajanja daljša, saj se lahko neprimerna ležišča trajno poznajo tudi na zdravju. Zdaj, na mnogih nadzorih do zdaj je mogel državni preventivni mehanizem opozarjati tudi na ustrezno namestitev zaves pri tuškabinah. Opozarjali smo na odstranitev tistih plastičnih delov. Dejansko zopet smo ugotovili, da zavese so primernejše v tovrstnih zavodih. Velik problem se pojavlja tudi pri sprotnem beleženju inventarja, poškodovanega inventarja in saniranju potem le-tega. To sistemsko nimajo ravno dobrega sistema, no? Niso dosledni. Zdaj, v veliko zavodih državni preventivni mehanizem naleti tudi na okvaro gospodinjskih aparatov. Zdaj, v tovrstnih primerih državni preventivni mehanizem pozove k popravilu ali zamenjavi, ker stremi k temu, da je potrebno spodbujati in utrjevati delovne navade in pa seveda vzdrževati higieno. Zdaj, ena izmed perečih tem so tudi slabo tesneča okna. Kot vemo, pride zaradi tega vdor vode, zamakanje vode. V mrzlih dneh pride do energetske izgube, posledično tudi do finančne izgube. Pa to ni bilo samo v letu 2014, ni samo v zavodih za prestajanje kazni zapora ta problematika, tudi v ostalih zavodih je ta problematika. V poletnih dneh to pripelje do poslabšanja razmer bivanja, tako da to je ena pomembnejših stvari, opozoril oziroma naših ugotovitev. Zdaj, kar se tiče dela zaprtih oseb, zdaj problematika zaposlovanja se vedno bolj poglablja. Kot vemo, je to populacija, ki jo je težko motivirati, konec koncev moramo pa tudi resocializirati in to je težko, če jim ne omogočamo dela. Zdaj, kot veliko zaprtih oseb si želi delati, vendar jim ne moremo zagotoviti dela. Tako da DPM vedno poziva k proučitvi novih delovnih mest tudi znotraj zavoda, ali v pralnici, v kuhinji, na hišnih delih.
Tudi kar se tiče izobraževanja, DPM opaža upad v izobraževanju v obiskanih zavodih. Zdaj, tam povprečje oseb, ki se izobražujejo po zavodih, je 1 do 2, maksimalno 4. Dejansko v preteklem letu je najbolj izpostavljeno Celje, ki ima največje število oseb, ki se izobražuje. Na dan obiska, na dan našega obiska je bilo teh oseb 27. Zdaj, kot vemo, zavodi zagotavljajo uporabo fitnesa, spodbujajo k udeležbi, k čim več prostočasnim aktivnostim, želijo omogočiti tudi čim več preživetega prostega časa na zraku. V določenih zavodih, kar se aktivnosti tiče, se jim zagotavlja tudi uporaba računalnikov, v nekaterih primerih oziroma v nekaterih režimih se jim omogoča tudi dostop do spleta, ne? To je predvsem v odprtih režimih. Zdaj, kar se obiskov tiče, zavodi obiske zagotavljajo v okviru prostorskih zmožnosti, vendar vemo, da so te prostorske zmožnosti v večini zavodov okrnjene. Uporaba telefonov je obsojencem dovoljena, vendar so ugotovitve državnega preventivnega mehanizma, da se zaprtim osebam ne zagotavlja zadostna mera zasebnosti pri upravljanju telefonskih pogovorov. Kot je že kolega omenil, kadrovska problematika je tudi v zavodih za prestajanje kazni zapora kar obsežna, manjka od pravosodnih policistov, prav tako pedagoških delavcev, ne nazadnje, kar je pa neodvisno od zaposlovanja zavoda, manjka tudi zdravstvenega kadra. To je ena pomembnejših stvari. Terapije recimo tudi podeljujejo pravosodni policisti, kar bi bilo mogoče primernejše, da bi podeljevalo zdravstveno osebje, ne. Potem strožji ukrepi, ne. Do prekomerne uporabe strožjih ukrepov v letu 2014 ni prišlo, tudi se zelo redko uporabljajo. Izjema sta mogoče samo zavod Celje in pa Ljubljana, kjer je bilo uporabljeno v prvem primeru 8-krat, v drugem primeru 16-krat. V slednjih primerih je državni preventivni mehanizem ocenil, da so bila sredstva uporabljena strokovno in upravičeno. V letu 2014 državni preventivni mehanizem ni prejel nobenih pripomb v zvezi s hrano, kar je ponavadi najpogostejša pritožba v teh zavodih, ne. Izpostaviti velja zopet zavod Celje, kjer je bilo s strani vodstva potrjeno, da je bil obsojencem nekajkrat razdeljen kruh s pretečenim rokom uporabe, kar res neprimerno. V zavodih, ki razpolagajo z zavodsko trgovino, je državni preventivni mehanizem ugotovil, da ni nobenih pripomb, pritožb ali celo pohval glede cen ali založenosti s trgovino. Tudi knjižnice so primerno urejene, nekateri imajo sami knjižnico, drugi pa s pomočjo pedagogov si priskrbujejo knjige enkrat tedensko. Tujci, zdaj sta dva zavoda, ki se srečujeta s tujci. V zavodu za prestajanje kazni zapora Nova Gorica imajo prakso, da ob najavitvi tujca poskrbijo za njegove bivalne prostore, tako da so opremljeni s hišnim redom v njegovem jeziku, kar je zelo pomembno, in pa v času obiska državnega preventivnega mehanizma je bilo v zavodu IG, torej v ženskem zaporu, nameščenih 8 tujk, tako da smo lahko videli, da dejansko nimajo nobenih težav s komunikacijo in pa tudi, da se pojavlja nova praksa. Sodišče po novem zagotovi tolmača, ki obsojenki pojasni režim nastanitve, če le tega ne razume, kar je zelo pohvalno. Zdaj, kar se pa zdravstva tiče, naš izvedenec
vedno na urad naslovi vprašanje, če obstaja še kakšna druga metoda zdravljenja odvisnosti kot samo substitucijska terapija. In nekako je le ta najbolj uveljavljena in priznana pri nas, tako da s tem bi jaz zaključila. Jaz bi pa se osredotočil na policijske postaje, torej, kot je že bilo predstavljeno, smo v letu 2014 obiskali 15 policijskih postaj, pri čemer so bili policisti, ki so nas v času obiskov spremljali, dobro seznanjeni tako s pristojnostmi, kot tudi s pooblastili državnega preventivnega mehanizma. Omeniti še velja, da glede opremljenosti tako policijskih postaj, kot tudi samih prostorov za pridržanje, policijske postaje praviloma kar realizirajo priporočila z prejšnjih obiskov oziroma upoštevajo pripombe, ki jih državni preventivni mehanizem poda že tekom samega obiska. Če se skoncentriram na prostore za pridržanje, osvetljenost samih prostorov je povečinoma dobra. Na določenih policijskih postajah je še vedno opaziti le zadovoljivo umetno svetlobo. To je zaenkrat še primerno, no, vendar ne ravno najboljše. Sami prostori policijskih postaj, tudi prostori za pridržanje, so bili v času obiskov, ki so bili vsi nenapovedani, ustrezno urejeni, čisti, prezračeni. Enako je mogoče trditi tudi za sanitarije. Z izjemo PP Šiška, tam smo na primer v prostoru za pridržanje odkrili, da v umivalniku ni tekoče vode, niti ni delovalo spakovanje WC-ja, na kar smo opozorili in kar naj bi bilo po navedbah Ministrstva za notranje zadeve tudi ustrezno sanirano. Glede audio-video nadzora, ki se kot pripomoček uporablja pri neposrednem nadzoru pridržane osebe, smo še vedno opazili neke določene pomanjkljivosti na policijskih postajah, kot to bolj natančno izhaja iz samega poročila. Je bilo ugotovljeno, da na primer sistem ne zagotavlja neposredne komunikacije z dežurnim policistom, ali prostor sploh ni opremljen z videonadzorom. Spet druge smo ugotovili, da sistem obsega tudi toaletni prostor oziroma da del prostorov sploh ni pod videonadzorom. Ker državni preventivni mehanizem kot pomanjkljivost šteje tudi odsotnost audio-video nadzornega sistema, glede prostora za sprejem pridržanih oseb smo na določenih policijskih postajah na to tudi ustrezno opozorili. MNZ pa se je na navedbe v zvezi z tem sistemom odzval, seveda, da bodo naše pripombe oziroma predlogi preučeni, vendar vse v okviru finančnih zmožnosti, torej proračuna, na katerega je ministrstvo vezano. Policijske postaje še vedno zagotavljajo suhe in hladne obroke v tako imenovanih lunch paketih. Spet druge policijske postaje, predvsem tiste, ki zagotavljajo oziroma izvajajo daljše pridržanja, pa na podlagi pogodbe oziroma naročilnice pridržanim osebam zagotavljajo tudi tople obroke. Zdravstvo se še vedno izvaja preko zdravstvenih domov, ki izvajajo 24-urno dežurstvo. Nekatere policijske postaje pa razpolagajo tudi z intervencijskimi vozili. Ta so bila redno vzdrževana, servisirana, očiščena. Za izjemo mogoče PP Kamnik, kjer smo v prostoru za prevoz pridržane osebe našli celo tablet Persen. S sprehajališči policijske postaje večinoma ne razpolagajo. To DPM ocenijo kot pomanjkljivost, predvsem pri policijskih postajah, ki zagotavljajo daljša pridržanja, torej 48-urna pridržanja, pri čemer pa se slednje policijske postaje nekako znajdejo in za sprehode uporabljajo kar dvorišča, kjer je oseba oziroma pridržana oseba nadzorovana s strani dveh policistov. Kot primer slabe prakse bi izpostavil na primer policijsko postajo Ptuj. Tam smo na sprehajališču, s katerim ta policijska postaja razpolaga, odkrili star hladilnik, stojalo za obešanje perila in pa ostanke listja, kar seveda neprimerno. Opažamo, da je na policijskih postajah še vedno problematično ažuriranje seznama odvetnikov, namreč na kar 4 policijskih postajah. Te seznami niso bili posodobljeni v predvideni periodi 3 mesecev. V zvezi s preostalo dokumentacijo glede izvedbe pridržanja državni preventivni mehanizem ugotavlja, da se še vedno pojavljajo nekako 3 ključne napake, in sicer glede doslednega evidentiranja podatkov v uradni zaznamek o izvajanju pravil tekom pridržanja oziroma zadržanja,
glede pravilnega vnosa podatkov v FIO evidenco in pa glede ustreznega popravljanja napak na za to predvidenih obrazcih. Policijske postaje ustrezno zagotavljajo pritožbene poti, imajo tako knjige pohval in pripomb, ki so na vidnem mestu pri dežurnem policistu, in pa tudi nabiralnike za anonimno oddajanje pripomb, pohval oziroma tudi pritožb. Seveda velja tudi pohvaliti določene policijske postaje, naprimer Domžale, Kamnik, kjer je naprimer knjiga pohval ustrezno oziroma zgledno urejena. Več ali manj vse policijske postaje zagotavljajo tudi dostop za invalidne osebe. Na skoraj vseh policijskih postajah pa smo ugotovili, da so prostori, delovni pogoji za policiste zelo dobri, ustrezni, z dvema izjemama. Torej v letu 2014 sta bili to policijski postaji Trebnje in Logatec, kjer se srečujejo tako s prostorsko problematiko, kot pa tudi s problemom ločevanja garderobnih prostorov za policiste. S tem bi jaz zaključil in predal besedo nazaj. Nadaljeval bo namestnik Ivan Šeli, ki bi predstavil še nekaj tem, torej ali so pomanjkljivosti odpravljene, kako je na mednarodnem nivoju in kako deluje sedaj DPM v letu 2015. Hvala. V tem uvodnem prispevku smo nekako tudi strnili te naše glavne dosežke od samega začetka in do današnjih dni, ko predstavljamo dosežke oziroma spremembe na bolje iz teh naših obiskov, opozarjali na strani 14 in 16. Sicer pa lahko rečem, da ocenujemo, da je položaj zaprtih oseb na splošni ravni in pa primerjavi z drugimi državami dober. Veseli nas pri tem zlasti to, da ob naših obiskih so le redko pritožbe, ki gredo na odnos samega osebja, zlasti pa tiste, ki bi učitele recimo pravosodnim policistom oziroma policistom in pa drugemu osebju v teh ustanovah kakršnekoli oblike grdega ravnanja. To nas veseli, hkrati pa seveda pri poročilih, ki so potem vključena v naša poročila v samih obiskih, dajemo vrsto predlogov za izboljšanje situacije, ker pač ocenjujemo, da je na marsikaterem področju še možen napredek. Zdaj, državni preventivni mehanizme, poleg samih obiskov, je udeležen še v številnih drugih dogodkih. Tudi v tej smeri oziroma te aktivnosti prikazujemo v posebni tabeli v tej publikaciji in lahko rečem, da je bilo teh dogodkov preko 38. Gre za različno predstavljanje naših aktivnosti, tako pri nas, kot pa tudi v tujini. Mislim, da nam bo eno izkušnjo iz tega predstavila tudi direktorica PIC-a. Lahko rečem, da je veliko zanimanje za naše delo tudi strani drugih držav oziroma drugih državnih preventivnih mehanizmov in v začetku meseca avgusta bomo tudi gostili pri nas državni preventivni mehanizem Črne gore, ki bo prisotno ob 4 naših obiskih v teh ustanovah. Za konec tudi lahko rečem, da vas seznanim še z informacijo, da smo v tem letu nekako razdelili delovanje varuha na tem preventivnem področju, se pravi, ko gre za izvajanje državnega preventivnega mehanizma. V tej enoti sta sedaj 2 naša zaposlena, še 3. naši zaposleni, ki deloma prispeva izvajanju teh aktivnosti, dočim pa 3 sodelavci skrbijo samo za obravnavo individualnih pritožb. Gre za poskusno ločitev obeh dejavnosti, ki se seveda nujno potem tudi prepletata. Zdaj bi pa še predal besedo jaz direktorici PIC-a, pa potem še predstavnici novega Paradoksa. Lep pozdrav. Pravno-informacijski center nevladnih organizacij sodeluje že od samega začetka pri državnem preventivnem mehanizmu in model, ki je zastavljen bil v Sloveniji, to je model Ombudsman Plus, ocenjujemo kot izjemno pozitiven. Namreč gre za odprt sistem, dobro uravnotežen sistem, namreč združuje
bom rekla, nevladne organizacije, ki so bolj terenske narave, če lahko temu tako rečemo, in seveda institucijo varuha človekovih pravic. Ta model ima toliko pozitivnih strani, da nas je v lanskem letu Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi povabila v Uzbekistan, kjer se sistem državnega preventivnega mehanizma sicer šele vzpostavlja, vendar so izkušnje, kot je slovenska, izjemno dobrodošle in seveda smo se z veseljem udeležili tega dogodka. To je bil večdnevni strokovni dogodek za uslužbence varuha človekovih pravic v Uzbekistanu. Najbrž veste, da je to kar precejšen izziv vzpostaviti tak sistem v državi, kot je Uzbekistan, vendar tam smo pustili svoje dobre izkušnje in upam seveda tudi da dobro popotnico za njihovo nadaljnje delo. Jaz bi na tej točki še izpostavila, da to, kar je zapisano v poročilu tem in tudi preteklih poročilih DPM-ja, vidim predvsem kot rekla, takšna mikrogojišča ali pa možnosti potencialnih bodočih zlorab, seveda pravice varstva pred mučenjem in poniževalnim ravnanjem. In izjemno pomembno je, da se že v teh fazah seveda na to odreagira, na to opozori in seveda da ustrezna priporočila. Zato upam tudi v prihodnje, da se ne bomo srečevali s hujšimi kršitvami te pravice, ki je ena izmed tistih, ki je absolutno varovana in zaradi tega še toliko bolj pomembna. Novi paradoks tudi v državnem preventivnem mehanizmu sodeluje že v drugem obdobju. Naše področje, ki smo se ga opredelili, so predvsem psihiatrične bolnišnice, posebno socialno-varstveni zavodi, zaradi tega, ker delujemo dejansko na področju duševnega zdravja. Že sodelovanje pri zakonu o duševnem zdravju smo dali svoj prispevek in se mi zdi, da državni preventivni mehanizem samo nadgrajuje in dejansko daje moč izvajanja tudi samemu zakonu in dejansko odpravi težav ljudi, ki so na robu, ki so jim kratene človeške pravice in tudi s tem omogočajo, da dejansko tudi ustanove, ki delajo z ljudmi, z posebnimi preventivnimi pogoji, da lahko vidijo, kje so njihove pomanjkljivosti z priporočili, ki jih da varuh v svojih poročilih, tudi lažje dosežejo kakšne odprave raznih prostorskih nejasnosti, tudi kadrovskih. Istočasno pa imajo tudi ljudje, ki od pacientov, stanovalcev ali uporabnikov, kakorkoli že, možnost tudi preko nas, dejansko, ki sodelujemo v preventivnem mehanizmu, izraziti svoje nestrinjenje oziroma opozoriti na določene pomanjkljivosti, ki so. Mislim, da je teh težav manj po posameznih enotah, prav na podlagi tega, kar delamo prek državnega preventivnega mehanizma. Hvala lepa. Preden dam besedo, bi še za vaše vprašanja, seveda, bi še pojasnila, da imamo danes pri varuhu še zelo pomembno srečanje in sicer z dvema ministricama aktualne vlade, ministrico za zdravje, gospo Milojko Kolar Celarc in ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anjo Kopač Mrak. Zakaj z obema? Zato, ker so nekatere teme tako skupne obema ministrstvoma, da varuh ugotavlja, da jih je moč rešiti le v sodelovanju z dvema, včasih pa pridejo celo potrebe po 3 ministrih in srečanjih, vendar danes bomo odprli nekatere pomembne teme, o tem boste preko naše službe za odnose z javnostmi tudi obveščeni. Hkrati pa z ozirom na to, da beležimo 2 najtoplejša dneva v letu, v teh 2 dneh tudi izvajamo meritve temperatur in sicer predvsem na področju zdravstva in tudi domov za starejše občane. Tudi o tem boste jutri, ko bodo zaključene, nekatere so že, na nekatere čakamo danes, obveščeni. Sedaj pa je čas za vaša vprašanja. Izvolite. Sicer je poročilo, Ilkič Radio Slovenija.
Bolj malo je bilo slišati pravzaprav glede prostorske stiske v zaporih. Ni bilo to poudarjeno. Je to zdaj ni več problem, je problem, kako je s tem? Prostorska stiska ostaja ena glavnih težav v zaporih. Morda v tej predstavitvi ni bilo posebej to povedano, na njo pa opozarjamo tako v tem poročilu, pa tudi v poročilu Varuha, sicer ko pišemo o pobudah zaprtih oseb. Glavno so skoraj vsi naši zavodi, z izjemo, lahko rečem, Razvojnega doma v Radečah, prezasedeni. In ostaja, kot rečeno, to je ena glavnih težav na tem področju. In na to opozarjajo tudi zaprte osebe? Zaprte osebe, tudi če sledite obsodbam v Strasbourgu, tudi nekatere obsodbe, zlasti tiste, ki se nanašajo na razmere v sicer zdaj že res v preteklem obdobju v ljubljanskem zavodu za prestajanje kazni zapora. Kaj pa odgovori ministrstva? Odgovori ministrstva oziroma Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij gre seveda v iskanje novih rešitev na tem področju. Zdaj Ljubljanski zavod za prestajanje kazni zapora je sprejel odločitev, da se, ko je doseženo določeno število zaprtih oseb v tej ustanovi, se osebe premestijo v druge ustanove. Seveda to povzroča težave potem v ostalih zavodih, tja, kamor se zaprte osebe premestijo, ampak problem se na ta način vsaj deloma omili in pa ublaži. Seveda bo treba na tem področju poiskati še druge možnosti. Mi oziroma Varuh opozarja, da gradnja zaporov ne more biti rešitev, treba bi se bilo posluževati večjih možnosti alternativnega prestajanja kazni zapora. Dobre možnosti so že v sami zakonodaji, mi pravimo, da bi morali že to, kar imamo sedaj, ob seveda morebitnih drugih možnosti, to bolj izkoristiti v praksi. Še kakšno vprašanje? Sicer se vam zahvaljujem za obisk in se vidimo naslednjič.